Pozdravljene, drage ambasadorke, drage članice. Evo ponovno skupaj v naši prvi spletni oddaji Vse se da s Tanjo Skaza. Cilj naše oddaje je opolnomočiti vas, drage dame, ne glede na poklic ali socialni status, da ste lahko spremembe vredne, da ste lahko zmagovalke. Skozi resnične, iskrene pogovore vam predstavimo, da se vse da, ampak za to potrebuješ pogum, vero, vztrajnost in pozabiti na okolico. Ja, danes sem z odlično gostjo, ki je name naredila velik vtis in se mi zelo hvaležna, da je prišla v moje življenje. S takšnimi ljudmi si želim ustvarjati sedanjost in tudi prihodnost. In upam, da tudi vi s takšnimi. Kaj vse je ta gospa naredila v 19 letih podjetniškega dela, kapo dol? Mislim, da ji je res potrebno čestitati in se učiti od nje. Naša misica, fotomodel, naša plesna zvezda, tako v Sloveniji kot na Balkanu, ki jo vsi obožujejo, včasih se vprašam, če ima res balkanske gene. Pred Jugoslavijo je že poznala cel svet, tako v glasbi kot tudi v filmih. Pela je z največjimi zvezdami, res z največjimi zvezdami, potem snemala svoje spote že takrat v Las Vegasu ter na Havajih, s pesmijo Join the Party, če se spomnite, je promovirala evropske nacionalne izbore za Miss, hollywoodska igralka, prva dama, ki je začela sploh z resničnostnim šovom, Rebeka brez strehe nad glavo, lastnica svoje blagovne znamke, Rebeka Dreams, a se spomnite, ali Dream, Rebeka's Dream, se opravičujem, spodnjega perila, Emina zmagovalka, ki nas je potem predstavljala na Eurosongu, danes neverjetno močna blogerka, voditeljica, podjetnica, na koncu pa oseba, ali pa rečemo tako, mamica dveh krasnih princesk, dobra žena, čudovita hči in izjemna prijateljica. Mislim, da sem vam že vse povedala, že tudi izdala, kdo je. Zraven mene je naša Rebeka Dremelj-Škaler. Živjo, Rebeka! Živjo! Mislim, naredila si tako pompozno napoved, malo pretiravaš, ne? To ti moram v startu povedati, ne? Ker sem najmanj trikrat vmes rekla, ja pa jade, no, pa dajmo. Ampak veš, kaj je bilo zanimivo? Veš, kaj je bilo najbolj zanimivo od vsega tega? Da jaz, ko sem rekla, kako te bom predstavila, imam 1 minuto za predstavitev, ne? Se mi je tako zdelo, kaj bom tebe v 1 minuti predstavila? Imaš to povedati, kam si si delala. Tako da resno, Rebeka, ne sežemo ti do kolen, če misliš, da smo gospodarstvenice kaj drugačne, ker ena zadeva, da se nekdo preizkusi v vseh teh vlogah, ampak to se bomo mi tudi dotaknili, no? Je res kapo dol. In še moje ime, Tanja Skaza, solastnica podjetja Skaza, ustanoviteljica Inštituta Skaza in predvsem sem oseba, ki mislim, da je moje poslanstvo nas povezovati, pomagati eni drugi, in da si dovolimo reči, da smo res spremembe vredne. Z Rebeko se bomo dotaknili nekaj tem, ki vam bodo dale mogoče alarm, da boste že danes naredili prvi korak in stopili iz cone obdobja. Jaz moram povedati, da ko sem prebrala nekaj njenih zgodb, sem se takrat vprašala, halo, ona res, ona je najbolj pristna oseba. In potem sem jaz naredila, Rebeka objavila eno sliko in je bilo groza, ker so ljudje me videli žalostno. In sem mislila, kaj je zdaj z mano narobe? Jaz mislila, jaz sem pristna, jaz upoštevam, tako Rebeka pravi, včasih je treba biti pristen. Ampak Rebeka, tudi to boš povedala, ali je to enostavno biti pristen in to, kar si. Pa bom te kar konkretno vprašala. Draga moja Rebeka, daj povej mi, kaj je bila tista iskrica, da si se odločila kandidirati za Miss in dejansko si pol zmagala? Kaj si se počutila pri 19 letih? Ne vem, jaz, če bi še enkrat se odločala, se verjetno ne bi odločila isto. Zdaj, v današnjem času, ne, če tako gledam. Ker takrat, toliko let nazaj, je izbor za Miss Slovenija veljal za res en dogodek, katerega smo čisto vsi smo spremljali ta dogodek. Strinjam. Tudi jaz. To je bil spektakel, to so vsi glasbeniki hoteli takrat nastopati in peti tam na tistem dogodku. In je izbor za Miss Slovenija res imel eno težo.
In jaz sem vedela, da če sem prijavila na izbor za Miss Slovenije in če bom slučajno, da mi bo zvezda naklonjena, da bom zmagala, sem vedela, da bo to neverjetna odskočna deska zame, da bom jaz lahko počela to, kar si jaz v življenju želim početi. In to je pet. In jaz sem se v bistvu na izbor za Miss Slovenije prijavila samo iz tega razloga. Ne zato, ker je bilo meni pomembno, da sem jaz bila takrat, da bi jaz takrat bila najlepša. Ampak zaradi tega, ker sem si želela pet. In jaz sem djevojka sesela, jaz nisem imela nekih posebnih možnosti, sploh koga poklicati, da bi meni lahko pomagal, da bi jaz lahko postala vseslovenska pevka. In zato mi je bil nekako takrat izhod v sili. Je pa res, da sem se tudi takrat v tistem času jaz z manekenstvom ukvarjala. In je pač to bilo vse skupaj povezano. A pa, ko si zmagala, a si doživela tako, da so bili ljudje navdušeni nad teboj, ali kakšni so bili ti tvoji občutki slave? Jaz se spomnim, da si mi vmes malčkom povedala, da kdaj ti tudi ni bilo enostavno pri 19 letih. Ne, ni mi bilo enostavno. Ni mi bilo enostavno zaradi tega, ker sem se jaz iz čiste anonimnosti, postala vseslovenska medijska osebnost. Ja, vse je pisalo o tebi, ja. Vsi so pisali in so pisali laži in so pisali resnico. In jaz sem se s temi lažmi zelo težko soočala. Jaz sem z neresnica je mene zelo bolela. To je bila krivica meni storjena takrat. In jaz se s tem nisem znala nositi. Jaz sem neverjetno veliko prejokala takrat. Jaz sem zelo trpela zaradi teh stvari. In veš, in to se je potem skozi leta in leta, ko se to nalaga, pripela do tega, da je enostavno enkrat kolapsirala. Ko si prej rekla, hotela si postati pevka in vmes si potem še postala še igralka. Še igralka si postala. Kaj pa igralka? Si hotela biti kdaj igralka? Pa veš, da sem hotela biti. Jaz sem hotela biti igralka, ampak nikoli nisem prišla do tega, da bi res dobila kako, pustimo zdaj tisti hollywoodski en film, ampak da bi dobila kakšne vloge. Meni je bilo zanimivo, jaz bi rada bila igralka na odrih, v gledališču. In vsi sem imela ene par takšnih in drugačnih vlog, kot je bilo recimo, ne vem, Špas teatr, sem nekaj igrala, pa tako, pa doma v svojem rodnem kraju sem nastopala z eno gledališko predstavo od Toneta Partljiča, Partnerski odnosi, ampak nikoli nisem preveč pozornosti posvečala temu, preveč energije temu, da bi pa se jaz s tem lahko ukvarjala in da bi jaz od tega lahko živela. Jaz sem vso svojo energijo usmerjala v glasbo in zato sem pač takrat potem živela izključno samo od glasbe, v tistih mladih letih. Jaz recimo že takoj oprosti, ker sem zmagala za Miss, jaz sem se nehala z manekenstvom ukvarjati. A res? Ja, jaz kot misica nisem nobenih modnih revij več delala, jaz sem samo kot misica pela. Evo, to pomeni, da je... Prvo pesem in začela peti. To pomeni, da res živiš to poslanstvo. A veš, koliko ljudem je to težko, ampak da je to res nekaj, kar dela srcem. V poslovnem svetu se nekje srečamo pri 25 letih, če je kdo uspešen, se srečaš takrat s to, kar si se ti srečala pri 19. Si ti predstavljaš, ti si že v 6 letih, v tistih svojih najbolj, tako da rečem, kriznih letih, takrat, ko si nedolžna, cela taka, veš, odprta in se srečaš že s tem, to pomeni, tebi samo to daje potem še 3-krat večji elan, da si lahko res uspešna. Tako da zato jaz pravim, da vi ste meni kapo dol, že pri 19 letih se srečate s tem, z resnico in z lažmi. Ja, to je res, to je res. Ja, tako da to si kar vzami za plusa, in to tudi, po mojem, boš ta mali tvoje 2 princesi naučila, ampak to je en velik plus. Dobro, povej mi, a si pa že takrat vedela, da boš postala pevka in igralka? A veš, kaj sem jaz ponosna? Naj vem, da sem ful ponosna, ker sem slišala, da si bila hollywoodska. Mislim, da si hollywoodska zvezda. Prosim, no pa kad v enem filmu sem spregovorila, tako da kaki Hollywood, lepo te prosim. Kaj je s tabo? Hočem, da daš ta film, da ga vidimo. Me sploh ne zanima. No, dajmo, povej mi. Tej DJ je drugačen naslov filma, to je bil en DJ film za DJ-je. Jaz takrat nisem nikoli spremljala teh DJ-jev in tako svetovno znanih, ampak je res, da potem šele, ko sem domov iz Ibice prišla, na Ibici se je to snemalo,
šele takrat, ko sem z Ibice domov prišla, sem jaz pogruntala, s kakimi facami sem jaz ta film posnela, ne? Ker veš, meni DJ Morales ni nič pomenil, zaradi tega, ker pač jaz to nisem, te muzike nisem poslušala, ne. Tako da, ja, ampak drugače to je bilo tudi vse, pa 7 stavkov sem imela noter, tako da to, jaz igralka, nisem bila nikoli, ne. Tu in tam sem kdaj kako predstavo. Draga moja, daj naj ti rečem, čestiti si, bila si odlična hollywoodska igralka. No, tudi to je treba. Lepa. Tudi to je treba, veš. Jaz sem tudi se imam za uspešno, pa dobro, pa nisem igrala v hollywoodskem filmu, veš. Tako malo... V redu? Ok, a si pa vedela, da boš pevka? Zdaj sem vprašanje že pozabila, kaj smo vprašala prej. A si že vedela takrat, da boš pevka? Da se bom pevka, sem vedela. Jaz sem se v bistvu za željo po petju celo prijavila na izbor za Miss. Jaz se nisem prijavila na izbor za Miss, zato ker sem jaz takrat hotela, mislim, jaz sem hotela zmagati, ampak sem hotela zmagati zaradi tega, ker sem se zavedala, da je to moja lahko edina odskočna deska, da se začnem ukvarjati z petjem, ki si ga tako zelo želim. Moj oče je bil glasbenik celo svoje življenje. On je bas kitaro igral in pa pel, ampak to so bili tako, to so bili trije, ne, in oni so to po porokah igrali in tak. In sem si res od nekdaj to želela, ampak nikoli nisem imela nobene prave prilike, veš, da bi, polje vem, da je začela Nuša Derenda pet, pa je moja soseda, ona skorajda, ne. Pa vem, da sem jo prosila takrat kot, ne vem, 17-letnica, če bi mi lahko karkoli pomagala. Nisem naletela na pravo ušesa ali kakorkoli bi rekla, no, tako da sem enostavno bila primorana, da pač pa sama nekaj naredim. In to je bila moja želja, zmagati za Miss in začeti peti. In so se mi te želje uresničile takoj. Veš kaj, to pomeni, da že mi lahko rečeva, da ti si že takrat videla, kaj je tvoje poslanstvo. Ja, verjetno, ja. Verjetno veš kaj, ker je tudi dosti ljudi ne ve in ne vem, če si seznanjena, več kot 85% ljudi dela in ne uživa pri delu. Ja, to je res. Gre samo v službo, oddela službo in komaj čaka, da pride domov. In jaz, ko sem zdaj slišala, ko so me klicali zdaj v tem času korona karantene in ko so slišali, da morajo iti nazaj delati, to je bilo grozno. To so ljudje prav doživljali migrene in tako naprej, kar pomeni, da res ne uživajo v tem, kar počno. Ok, tam pa, ko si posnela duet, posnela si z veliko zvezdo, z Stephanie Chase. Jaz sem šla poslušati, ker je drugače ne poznam. In, naprimer, tudi to, ko smo se malo prej dotaknili, da si igrala v tem hollywoodskem filmu, ampak vseeno te je potem vleklo nazaj v Slovenijo. Kaj je bilo tisto? A si bila mlada, pa nisi hotela biti v tujini? Veš kaj, jaz sem takrat že imela Sandija, ne? In jaz sem takrat zaljubljena. Pa že dolgo skupaj? Ja, mi dva smo 21 let že skrb. Koliko? Ja, tudi jaz imam tako reakcijo, vsakič, ko izgovorim ta stavek, ampak lej, tako pač je. Bravo, bravo. Pa ti tudi rabiš malo kakih pripomočkov, ne moramo klik pri 21 ali pa pri 16 letih, vedno rečem, rabimo še malo to, da malo... O kakih pripomočkih zdaj govori? To bo drugič tema. Povej mi, aha, to meni zaradi Sandija si se vrnjala. Pa ja, zaradi Sandija, ja, verjetno, ne, veš, vse je bilo tako, jaz sem bila takrat na sveže, še zaljubljena in tako in vse veš, kak je polka te ljubezni reče. Ampak mi ni žal, jaz danes sem čisto zadovoljna, da je tako kot je. Pa seveda. Ja, jaz danes, ko potegnem črto nazaj in pogledam nazaj svoje življenje, jaz sem res zadovoljen in srečen tip človeka. Ja. Meni so kljub temu, da se mi je zgodilo absolutno v moji karieri zelo veliko krivic. Zelo veliko sem se mogla braniti za stvari, ki jih nisem naredila in katere nisem bila kriva. In to človeka absolutno izčrpa. Ja. Ampak ti povem, da vse te stvari so me pripeljale do tega, da jaz danes znam uživati življenje. Znam si vzeti čas zase, znam si vzeti čas za familijo, znam si vzeti čas za posel, znam si ga vzeti. Ampak so me vse te okoliščine mogle do tega pripeljati. Ampak jaz glih to mislim, veš, zato si tako uspešna, ker si vedno bolj pristna si in glih vse te ovire, ko si jih naštela, so te pripeljale do tega, da si danes to, kar si. Ja. Točno to. Povej mi, kaj pa, naprimer, ker si, to je tisto, kar mene, jaz ti moram povedati, da to mene boli, zato bom tebe to vprašala. Mene, ko ljudje vidijo in tako, kaj bo ona meni govorila, ki ima veliko denarja, ki se vozi z dobrim avtom. In povej mi, ko si postala zvezda,
in kar naenkrat so te ljudje videli, da se kopaš v denarju. A je bilo takrat, a veš, da ljudem povemo, da to ni kar tako, da denar ne pade sam z neba dol. A si imela veliko denarja, a imaš veliko denarja, kako pa tebi vidijo? Pa mi povej, kako tebe vidijo. Ja, veš, kak je, ljudje, jaz sem ravno nedolgo nazaj se spravila pisati en blog na to temo in ga sicer še nisem objavila. Ampak ravno zaradi tega, da tisti, kateri bojo hoteli vedeti, da bojo zvedeli neke stvari. Dejstvo je, da ti, ki gledaš iz zunanjega kota, tako malo, da se z neke distance človeka lahko sodiš tako ali drugače. Vsi pa vemo, da pa če ne živiš njegovega življenja, nimaš pojma, kako življenje živi. Točno. Danes živeti v svetu glasbe je to povezano z neverjetnimi stroški in z v bistvu nevelikimi prihodki. Jaz imam to srečo, da sem včasih, se pravi toliko in toliko let nazaj, res bila inšparovna, in dobro delala in zelo dobro zaslužila, in sva naredila in hišo in vse. In sva si pač nek kapital prišparala za pač krizne cajte, recimo. Danes, recimo, jaz takšnega načina življenja, kot ga živim, najverjetneje brez tega kapitala ne bi mogla živeti. Predvsem zaradi tega, ker so stvari tukaj spremenile, stroški so ostali isti, recimo, ne vem, lahko zdaj ti recimo primer povem. Ljudje rečejo, ja, kaj pa njej, ona gre na nastop, pa pokasira, ne vem, tam dvakrat zritijo zamiga, pa pokasira jurja, pa pol 2 jurja, To se vse lepo sliši, ampak zdaj, ko pa ti pogledaš, da jaz, če dam eno pesem ven, samo eno pesem, pa da posnameš pesem, pa da posnameš videospot, to meni minimalno predstavlja 5-6 tisoč evrov stroškov. Jaz sem od januarja do zdaj dala 2 komada že ven. Ne rabimo veliko kalkulacije, Veš, to si v show biznisu si ob 10 jurih preko keks. In ti teh 10 tisoč evrov moraš zaslužiti. To ni, veš, da zdaj, greš pa pomigaš z ritjo. Vse, kar je v show biznisu najbolj enostavno, je to, da greš na oder in poješ. To je najbolj enostavno in najlepše. In absolutno najlažje zaslužen denar. Ampak vse, kar je pa zraven povezano, vsi te zastonjski nastopi, vse te oddaje, ki niso plačane, vso to letanje po Sloveniji, vsa ta odgovarjanja novinarjem, vsa ta, milijon stvari. To bi pa jaz takoj vzela škarice in odrezala, da tega ne rabim delati. Kako si to lepo rekla? A veš, ko naprimer res ljudje ne vidijo, pa nisi še vse naštela. A si naštela frizerja? A si naštela fotografa? A si naštela vizažista? Mislim, a veš, jaz tudi tako rečem, tudi danes, da smo mi dve tle, ljudje samo vidijo eno stvar. Noben ne vidi, koliko je stroškov, investicija prostora, karkoli, ampak mi je všeč, da si ljudem tudi odprla oči. Primer, oprosti, ki prekinjam. Nekaj povej. Zdaj, ki je bil recimo, ki je bila ta izolacija, ki smo živeli v tej karanteni. Mi smo vsi recimo glasbeniki, pa vsi tej, ki delajo prireditve, pa tudi konec koncev igralci. Večina ljudi, takšnih iz show biznisa, ki jih jaz poznam, mi smo samozaposleni. Mi smo v tej karanteni, jaz ti iskreno povem, da te prijatelje, ki jih jaz poznam, mi smo delali kaj eni mali, pardon izrazu, majmoni. Mi smo mogli osveščati ljudi, non-stop nekaj snemati, non-stop so nas novinarji klicali, non-stop smo mogli samo videe delati zaradi tega, da ostani doma, bodi doma, ne hodi nikoli. Izkoriščati svojo bazo ljudi, pa svoje fane, ki jih imamo, za to, da se je pač to zgodilo, kar se je zgodilo, da se dejansko smo osvestili ljudi in tako naprej. Veš, ni samo dnevnik, ampak je to že ni samo dnevnik tisti, ampak smo vsi mi, ki smo v show biznisu zaslužni za to, da je situacija pač bila takšna, kakršna je bila. In mi smo isto dobili 700 evrov od države, ker smo samozaposleni, oziroma pač še manj, A veš, in jaz sem v času recimo te karantene imela, jaz imam 400 evrov recimo stroške pisarne, pa imam zaposlene ljudi, oziroma na pogodbo, da smo si na jasnem, pa sem mogla slikati, fotografe plačevati, frizerje plačevati, videospot sem snemala v času karantene, pesem sem posnela,
Pa jaz sem si časa karantene spet naklamfala 7, 8, 9 ur stroškov, ki je preko keks. Pa plus 2 komada. Točno to, evo, super si to povedala, hvala ti za to, zaradi tega, ker se vidi samo en del in je ful všeč, ko se dotakneš v zgodbo in ko rečeš, halo, vsak lahko ima, kar hoče, samo mora zavihati rokave, jaz vsakmu rečem, pa ni, denar leži po cesti, če si pripravljen za to nekaj narediti. Sem ne tako, da spiš do 8, pa da oddelaš 4 ure, pa si pol konc, pa pol greš majčke na kolo, pa pol malo pogledaš 6 šovov in pol kaj misliš, da bo vse popadalo dol. Veš kaj, meni je najbolj zanimivo to, veš, jaz ogromno mailov dobivam, po želji, po sodelovanju in tako naprej. In mi je najbolj zanimivo, ker me kličejo ljudje, recimo mi pošljajo mail, da bi si želeli neko sodelovanje z mano, ampak oni ne bi v to nič vložili. Veš, se pravi, jaz bi tudi delala na način, da ne bi pomagala, pa da bi mi sam prihajal, ne? Ampak dejstvo je, veš, da jaz sem bila tudi v vseh živih fazah. Jaz sem bila v fazi, ker sem bila, lahko rečem zdaj, če govoriva o financah, kjer sem bila bogata. Bila sem pa tudi v fazi že, ker je bila resno ogrožena moja eksistenca. In sicer to je bila faza, ker sem rodila otroka, pa zbolela za rakom. Stroški so ostali isti, prihodkov ni bilo nobenih. Jaz eno leto sem bila doma na bolniški, jaz eno leto nisem zaslužila 10 centov. Eno leto je treba preživeti. No, sej to povej. To bi se mogoče zdaj rada dotaknila, ko si zbolela. In pol marsikoga, veš, odnese in se odloči, da je žrtev in se smili sam sebi. Ti si se pa kljub temu, da si zbolela. Ana, jaz vedno tukaj rečem, ko človek zboli, nas Bog malce ustavi in nam reče, da malce ustavi, ker boš izgorel, to kolik delaš. Ampak, ti si zbolela in si se potem pobrala, ful si pisala, ful so bile krasne zgodbe, ker si tu delala veliko na sebi, ampak ti si se vrnila še bolj močna, bolj močnejša, bolj odprta, bolj, ne vem, a veš? Jaz sem iz te borbe prišla ven čist drug človek, to je živa resnica. Točno to. Točno, a veš, ko sem mogoče prebrala, pa malo pogledala ti nazaj, tega pač imam priložnost. Meni se zdi, a veš, kot da sta dve drugi osebi drugače razmišljajo, upaš povedati. Ampak Tanja, samo zaradi ene stvari. In sicer to je to, da jaz imam obdobje pred boleznijo, pa po bolezni. Pred boleznijo sem se jaz še vedno ful obremenjevala, kaj so rekli drugi. Z mnenji drugimi mnenji. Meni so, jaz imam zdaj kurjo kožo, ko ti to razlagam, evo, kažem. Meni je mnenje drugih pomenilo ogromno. In jaz mislim, da sem zaradi tega si tudi sama se raka preklicala. Jaz sem neverjetno veliko prejokala. Jaz sem bila, ti povem, da najmanj 5-krat na teden v fazi čiste živčnosti, hektičnosti, samo zaradi tega, ker se spet nekdo nekaj piše, nekdo nekaj govori, ta je rekel to, on je napisal to, zakaj, a veš, brez veze, bedarije. In potem sem zbolela, se pravi, sem mogla zboleti, da me je udarilo po glavi in da me je streznilo, ne? In sem si takrat sama sebi zaprisegla, mene mnenje drugih več ne zanima. Zanima me mnenje tistih ljudi, kateri mene mnenje zanima. Točno to. Pa kateri ti lahko pomagajo. Jaz nisem dolžna ugajati vsem ljudem na tem svetu. Jaz imam pravico do tega, da zamahnem z roko, ko en reče pismo, te dremeljce pa videti ne morem, in me to ne sme prizadeti. In sem šla k psihoterapeutom in sem začela ful delati na sebi, samo zaradi tega, da se me ne dotaknejo več stvari. Še vedno se me, ker pač to enostavno tudi takšen človek sem, ampak ful delam. Imamo čustva, smo empatični. Ful delam na tem, da zelo velikokrat zamahnem z roko, medtem, ker bi pred boleznijo pa trpela, zdaj pa ne trpim več. Draga moja, tudi tle smo si blizu, veš. Enkrat sem eno kolumno dala, ali hočeš biti všečna, ali pa hočeš biti uspešna. Obojega ne moš imeti. Obojega ne gre. Je pa ena zadeva, tako kot pravijo razni guruji, da rečejo 30% ljudi te vedno bo imelo rado. 30% ljudi te ne sprejemajo, ker pač nisi simpatičen. Pa je pa teh 30% ljudi, ki pa pač kam kdo kimne, veš, ki so labilni in se ne dajo na svoja mnenja. Tako da, jaz se strinjam in tudi jaz sem dolgo časa potrebovala, zato mogoče
mogoče bom tako rekla, ni bilo tako hudo, ker ti si 3-krat večja zvezda in te pozna cela Slovenija, ampak tudi jaz sem se srečevala. In dostikrat, ko slišim koga, ko reče, ko je prenehal biti več všečen in gledati, kaj drugi mislijo, je začel živeti. In koliko je začel živeti, je večje sledilce dobil. Več ljudi mu je sledilo, zaradi tega, ker je pokazal, da je v svojemu stebru. Ja, Veš, ni več, kaj bo ta rekel, kaj bo on rekel, točno to, zanimate samo mnenje tistega, ki dejansko je tebi pomemben. Povej mi, to me pa čisto zanima, ko se ti je zgodilo, da si zbolela, a si imela koga, veš, kot dostikrat pravijo, da takrat se odkrijo najboljši prijatelji. Kako je bilo pri tebi, ko si zbolela? Mislim, zanimivo obdobje je bilo. Jaz, ko sem zbolela, prvo vem, da takrat, to je bil glih materinski dan. Ne. Moj, v bistvu, eden izmed prvih, no mislim, ne čist, ampak materinski dan, veš, da sem takrat bila mlada mamica, želela to praznovati. Sem dobila klic, ki me je doktor Pustovrh poklical in mi je pač povedal po telefonu, da imam raka in da bo pač to treba odstraniti. In takrat sem se zlomila, res sem se zlomila. Vem, da rjovela sem v telefon, klicala sem eno prijateljico in vem, da sem rjovela v telefon, da sploh ni vedela, kaj govorim. Takrat je ona vzela telefon v roke in je klicala mojega moža, da mora priti pač nujno domov, ker nekaj z mano ni v redu, da rjovem v telefon in da se tako jočem, da me več ne zastopi. Ne. No, in takrat sem se zlomila. Ampak pol sem pa, v bistvu, po moje je to zlomljenje trajalo, ne vem, pol ure, ne. Potem sem pa predihala, sem se pogledala v ogledalo in točno vem, da sem se sama s sabo pred ogledalom pogovorila. Zdaj pa tak dremel, ali boš jamrala, pa se šmila sama sebi, ali pa gremo zdaj to, pa iz tega nekaj potegnem dobrega. In najtežje od vsega mi je bilo iti povedati svojim staršem. Ja, To me je kar dušilo me je, ker sem seveda tudi v tistem času bila jaz starš, ne, in nisem vedela, kako naj zdaj to sprocesiram. In sem se usedla v avto in sem šla. In vem, da, in kak je zanimivo, kakšne posledice je to pustilo na meni, ker jaz zdaj, ko ti govorim, imam adrenalin tle noter čutim. Ne. Jaz pa čutim kurjo kožo. Ampak veš, jaz pa čutim zdaj ta adrenalin, kako je meni adrenalin delal, ko sem se jaz usedla na kavč in ko sem mogla svojim staršem povedati, da sem zbolela za rakom. Veš, jaz sem se tresla cela, meni se je glas, vem, da tako tresel, ne. Ampak moja starša sta tudi dosti odprta in sta, hvala Bogu, jaz sem sicer njima tudi tako povedala, da pač to je, začela sem pa govoriti tako, da pa hvala Bogu, da pa če že mora biti kjer rak, da pol je pa to rak ščitnice, ki je pa tako po vseh številkah tako najbolj ozdravljiv rak in da pa to pa ni nobenega problema in da to bom zdaj jaz sfajtala in tak sem jaz to šla pol povedati. Tako da je moja mama sicer je tudi doživela malo kolapsa, ampak v redu. Oče pa to tako tudi stoično prenesel, pa sta ona dva to vse pogooglala in tak in sta pogruntala, da bo z mano vse v redu. Tako da je bilo to eno tako zanimivo obdobje. Ne. Pa prijatelji? Prijatelji, kako si pa čutila takrat s prijatelji? Najbližji prijatelji so ostali, najbližji prijatelji. To je super. Je pa res, da sem v enem momentu jaz sama sebi povedala, da jaz tega ne smem okrog govoriti. Ne. Veš, vse ti pravim, to je bilo obdobje pred boleznijo pa po bolezni. Ne. Aha, zakaj misliš, da je bilo to? Deva pogledati, a je bilo to spet tisto, to meni pred boleznijo je bilo to, ne smem govoriti, da imam rak. Jaz mislim, da je bil strah pred tem, da bom pozabljena v show biznisu in kaj bom jaz potem delala. Od česa bom jaz živela. Veš, kar neke strahove. Okolica, spet okolica. Spet okolica. Veš, jaz sem videla, da bojo o Rebeki pisali. Jaz vem, kaj pomeni biti medijska oseba. Jaz sem vedela, da ko mi spovedala, da imam raka, da bo cela Slovenija pisala o tem. Se pravi, ne bom me več klicala na špile, ne bom več služila, ne bom več, veš. In enostavno sem se bala za to svojo eksistenco in za vse. In najverjetneje sem zato jaz kar potem neki po domače povedano bluzila, vsakemu posebej. Ko me je nekdo poklical, vsakemu posebej sem se zmislila neko zgodbo, zakaj ne morem priti na Popovo promenado, zakaj ne morem to, zakaj ne morem uno, veš, vse enostavno kar nekaj lagala. Pol vem, da sem se eno jutro zbudila, sem doživela kar en napad neke panike. Vem, da me je vse bolelo, ko mi sem dihala in sekala, stop, jaz se tega več ne grem. Zakaj sem jaz dolžna komorkoli
mislim, zakaj moram meni biti neroden, pa grozno se počutim povedati, da sem zbolela. In sem se takrat odločila, da povem kar skozi svoj blog, da sem zbolela in to je to. In takrat ti jaz povem, da sem začela najboljše samozdravljenje, kaj je možno. Ker jaz sem sicer že imela operacijo za sabo, mene so že operirali, meni je takrat okolica dala toliko ene pozitivne energije. Meni so se zahvaljevali ljudje, da sem jaz to povedala, ker so obstajali ljudje, ki so bili bolani dolgo časa in se svoji družini niso upali povedati. Ja. Jaz sem nikoli pisma pozabila, ko mi je ena gospa napisala, da se mi dala moč, da je sklicala nedeljsko kosilo in da je povedala svojim, da pač je zbolela za rakom in da bojo zdaj kot družina to premagali. Veš. Ljudje doživljajo dejansko res take stiske in takrat sem jaz pogruntala sama pri sebi, da sem jaz dejansko lahko glas mnogih, da sem jaz lahko glas neslišanih ljudi. Da si odprla tiste ljudi, da si sama, da je šlo skozi tebe. Ja? Krasno. A veš kaj te bom malo te moram ustaviti. Se veš, najtežje je delati na sebi. In ko mi se odločimo, da nismo več popolni, veš, koliko jaz ljudi takih poznam, ko ne morejo narediti koraka naprej, ali pa koliko ljudi, uspešnih ljudi je mene poklicalo, če sem normalna, kaj lahko upam v knjigi napisati, moje strahove, moje napake in tako naprej. Pa jaz rečem, kako bomo dovolili drugim ljudem, da rastejo? Če bomo mi živeli skozi v krču, bomo to prenesli tudi na naše otroke. In jaz mislim, da si se jim takrat najbolj približala in posledično, to, si začela, si videla, da ne rabiš ne ega, ne nič od tega in si postala samo rebelska, čutna. Ja, točno to. Takšna, kot si. Povej mi še nekaj drugega. Danes, res, potem si naredila veliko spremembo. Danes si blogerka, izjemna blogerka. Mislim, neverjetno, ko greš brati te tvoje bloge, mislim, krasno se najdeš, točno to. Tako si malo prej govorila, imaš kurjo kožo. Pri vsakem blogu imaš kurjo kožo, zato ker nas znaš dotakniti. Povej mi, zdaj bom tako vprašanje ti postavila, čeprav si se ga že prej dotaknila. Zdaj 106,000 ljudi imaš na Facebooku, ne vem, koliko jih imaš na Instagramu, mislim, da tudi nekaj takega. Boš rekla, da je to nekaj, kar te izpopolnjuje in kar kažeš točno to v glas in je to tvoja pot za naprej in si se tle notri videla, ali je še to samo en delček tvoje zgodbe, pa bi vedno še rada nadaljevala to pevsko kariero, ker zdaj si blogerka, vrhunska blogerka. Mislim, da ti noben tle ne more planirati. Kaj je zdaj tista tvoja pot, katero bi rada peljala naprej? Tako je. Jaz mislim, da sem človek večjih talentov. To absolutno. To absolutno. In več stvari rada delam. Mene glasba absolutno najbolj izpopolnjuje. To je tista stvar, ki bi jo najverjetneje lahko počela čisto vsaki dan, brez tega, da bi zavila za očmi in da bi rekla, ne da se mi. To je poslanstvo. Ja. Dragi moje punce, to je poslanstvo, drage ženske. To meni, da to počne kadarkoli in nikoli ni težko. To je poslanstvo. Res mi. Jaz drugače mimogrede, ker smo prej govorili o raku, jaz sem do 3 zjutraj nastopala in sem šla ob 7 zjutraj na operacijo. Tako, da pol veš, da mi je v Čateških Toplicah sem imela nastop, noben mu povedala, da imam pa jutri operacijo, ker imam raka. Veš, tako da je to tako res zanimivo. To je srce. Ja, in to je stvar, ki bi jo lahko skozi počela. Vso to bloganje, zdaj blog, tudi ti veš, spreminjamo v portal za ženske in jaz mislim, da bo tle ena čudovita zgodba se bo pisala. Predvsem zaradi tega, ker bo to en tak portal, ki ne bo nič zavijal v celofan, ker bo povedal točno tako, kot je in to je tisto, kar jaz v bistvu trenutno v Sloveniji pogrešam in to, kar pogrešam, to bom naredila. Imam rada to, da opogumljam ljudi, se dobro počutim. Dobro se počutim, ko grem, recimo, ne vem, presenetiti koga, ki ima neverjetno željo mene spoznati, ker vem, koliko to določenim ljudem pomeni, ker sem tudi jaz bila v tem, da sem se tudi želela koga spoznati in tako, in sem bila vzhičena, ker sem ga videla,
sicer še kot otrok, ampak vem, koliko to ljudem pomeni. Tako da vse to, kar počnem rada. Ampak zato si pa zbiram ljudi, ki pa tudi delajo stvari, ki jih delajo radi. Ker jaz recimo imam super idejo, kako napisati nek članek, ampak sam ne me dati sedeti za računalnik, da moram jaz fizično ta članek napisati. Ker to pa si najraje bi kar strel v glavo spustila, ker to mi je pa nekaj najbolj groznega. In zato imam jaz svoj telefon in jaz, veš kako jaz pišem svoje bloge? Posnameš. Jaz prvo vse posnamem, potem pa to pretipkam. Jaz sama sebe poslušam in pretipkam. Jaz ne morem sedeti in pisati, ker se zgubim, ker mi gre v misli. In potem pač to pošljem seveda svoji urednici, Andreji, in ona potem to vse še. Ampak, a ti lahko nekaj dodam, Klem? A ti veš, da je v Sloveniji največ samostojnih podjetnikov? A veš, kaj je največji izziv? Zato, ker v Slovenci vse mislimo, da moramo delati sami. Ja. Lej, Rebeka, nič slabega ni, če imaš idejo in če imaš besedilo in če nekdo drug napiše, ki bo za to porabil pol ure ali pa 1 uro, ti boš pa za to potrebovala 4 ure. Tako. In meni je najhuje to, ko slišim. Veš, pa grejo pa so vsi majhni obrtniki, pa dela malo računovodstva, pa malo je prodajnik, pa malo je marketingaš, pa malo je razvojnik, vse faze. Ne moreš, mislim, v vašem šolu, a veš, ti si tudi nisi zdaj se naučila fotografirati sama, vse konkretno, pa ne vem, so določene stvari, katere grejo, da jih hitro narediš. Za ostale, ko pa hočeš biti profesionalna, pa potrebuješ ekipo. Ja. In to je to, kar si malo prej rekla. Premalo se združujemo. Premalo, veš, na primer, da te jaz pokličem, tako zadnjič sem te tako poslušala, ko sem te spraševala, kako priješ do tega, kaj narediš to, kako narediš na Facebooku. Meni ful koristi, da mi daš nasvete, ko rečeš, lej, Tanja, jaz sem v šou biznisu že več kot 19 let, jaz vem, kako se to dela. Mislim, a mi je tako težko in si z veseljem želi poslušati tebe, ti pa mogoče mene pomaga, da prijemo pa do tega, kako pa lahko ženske konkretno zaslužijo. Kaj je tisto, kako lahko prodaja svojo storitev, svoj projekt in tako naprej, ker tudi tega manjka. Res je. Veš kaj, jaz verjamem, da v slogi je močne. Ja, v povezovanju. Absolutno se moramo ženske združevati. Zdaj pa mi dej še za konec, ker smo že kar šle čez uro, 3 nasvete za ženske, ampak 3 nasvete, kaj je tisto, glede na to, da imaš tudi ta projekt Nepremagljiva, kaj je tisto, kar bi ženskam položila lepo na srce, da živijo pristno življenje? Ali pa da so uspešne. Kaj bi izbrala, kaj je tisto, kar bi jim ti predlagala, kaj si se ti v vseh teh letih naučila? Prva stvar, ki je ta, da se vsako jutro pogledajo v ogledalo in si direkt povejo, nisem dolžna ugajati nikomur razen samemu sebi. Krasno. To je prva stvar, ki je nujno potrebna. Ker in to ni farsa, če ne boš imel rad samega sebe, ne boš mogel imeti rad druge. To ni farsa, to je živa resnica. Tisti, kateri mislijo, da je to farsa, oprostite, izrazu so bedaki. Se strinjam, podpišem. Tako, to je prva stvar. Druga stvar, jaz brez urnika ne morem narediti nič. Se pravi, meni so urniki nujno potrebni za moje življenje. Jaz moram imeti urnik, delovni urnik, urnik za kuhanje, jaz moram imeti urnik. Ker drugače se mi zdi, da cele dneve samo delam in na koncu dneva nič ne naredim. Ne znaš obrednotiti. Tako, pa nima pokončanga ničesar. Veš, če ti nimaš urnika in če ti ne rečeš, ok, do 3 delam, od 3 do 4 grem po otroke in sem z otroci, od 4 do 5 kuham, mož pomije posodo, ker je pač tudi on moj partner in mi dva sva v partnerstvu. Potem, ne vem, od 5 do 7 se ukvarjam z otroki in ugasnem svoj telefon, da mi maili ne brenkajo, zaradi tega, ker veš, če jaz istočasno gledam v telefon, pa zraven se pogovarjam z otroki, nisem nič naredila, nisem za službo nič pametnega naredila, niti za otroke. Se pravi, tako, urnik, ob 8, ko dam otroke spat, se usedem za računalnik in pogledam tiste maile. 3 ure kasneje, pa kaj? Zakaj pa ne 3 ure? Nič ne bo ušlo, ne bo ušlo. Tako da, jaz mislim, da se pravi to,
organizacija samega sebe in še pa tretji nasvet, katerega bi dala. Tretja stvar, vzeti si čas. Ne bom tega rekla, čeprav je tudi ta, vzeti si čas zase in za svojega partnerja, vzeti si ta čas, ampak ne, bom rekla, da se zavedati, da si zaslužiš to, kar si zaslužiš. Ja, krasno, da si rečeš, da se imaš rad, da ceniš, pa da veš, da vse zmoreš, pa vse, kar si naredil, da si čestitaš. Da dejansko znaš udariti po mizi, pa znaš, oziroma da postaviš eno mejo. Da postaviš mejo, do kje gre človek lahko in do kje je pa pač to tvoj osebni prostor. To sem se jaz šele pri terapijah naučila. Kje pa je tvoj osebni prostor, kjer rečeš stop, dovolj, ne dovolim. Zaradi tega, ker ko boš to rekel, ko boš to naredil, boš videl, da ne čisto nič drugače, sam ti boš bolj živel. In ljudje te bojo bolj spoštovali. Zdaj bom povedala samo en primer, vem, da se nama že mudi, ampak zelo dober primer. Izvoli. Jana Plestenjaka vsi poznamo. In je prišel enkrat na en nastop, kjer ni pisalo gor na vratih njegovega imena, da je to njegova garderoba. In on je pogledal in je rekel organizatorja, več izvajalcev je bilo. In mi smo vsi kot take ovce pač šli v tiste garderobe. Jan je pa prišel pa je rekel, ne razumem. In organizator je rekel, ja tukaj si ti, ja ne vem, tukaj ne piše, ne razumem. In so šli in so napisali list papirja in so dali gor Jan Plestenjak. Jana vsi spoštujemo. Na Jana ne kažemo s prstom, pa rečemo, da je Jan Plestenjak. Jana spoštujemo, on je jasno dal do znanja. Če sem jaz prišel zdaj tebi tle, da imaš ti zaradi mene polno dvorano, boš ti mene tukaj spoštoval, da boš napisal gor tisti list papirja Jan Plestenjak. In to je tisto, kar se moramo zavedati. Če sami sebe ne bomo spoštovali, nas tudi drugi ne bojo nikoli. Pa mi veko, da govorimo podobne stavke. To je neverjetno, zato ker to je res, veš. To je tudi res in v poslu, in doma. Najprej, ko spoštuješ sebe, spoštuješ druge, ko pa sebe ne spoštuješ, ne moreš drugi spoštovati. No go. Zaradi tega, ker vedno to nekaj dela zaradi preračunljivosti. Draga moja Rebeka, hvala ti za tvoj čas in iskrena izpoved. Upam, da si svojo zgodbo marsikomu pokazala, da je za uspeh se potrebno potruditi, zavihati rokave, še predvsem tudi pravim, zavihati, delati s srcem, kar ti delaš in najti smisel tega. Ko se vidimo, te ful močno objame. Tako da iskrena hvala. Tako da, dragi moji, upam, da smo z Rebeko dosegli en tak, kaj ne rečem, tak nivo zgodbe, kjer ste lahko začutili, koliko je pomembno poslanstvo in živeti to.